Nebeški Oče, uslišite naše prošnje, ki ti jih vročamo, Kristusu našem Gospodu. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi novega in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Delajte v mojem. Junija lovska razstava Lovska družina skozi 70 let v galeriji Ante Trsteneka v Ljutomeru. 12. junija osrednja prireditev v Domu kulture, slavnostni govornik bo minister za kmetijstvo gospod Dejan Židan. V mesecu avgustu pa še tabor za osnovnošolske otroke in sodelovanje na Prleškem sejmu. Dovolite mi, da vas pozdravim tudi v svojem imenu in še enkrat v imenu lovske družine Ljutomer. Veseli nas, da smo se zbrali v tako velikem številu. Med nami bi posebej pozdravil gospod županjo, magistro Olgo Karba, gospoda podžupana Boruta Zemljaka, gospoda župnika, naše že skoraj hišne lovske rogiste iz Križevec, naše praporščake, pevski zbor, lovski pevski zbor iz Murske Sobote in pa našega generalnega sponzorja, Plinovodi d.d. Ob tej slovesnosti, ko lovska družina Ljutomer praznuje 70 let
smo se odločili, kot je omenil že moj predhodnik, da bomo celotno praznovanje razdelili v več dejavnosti. Danes je ena izmed teh. Drugače pa lovske družine Ljutomer pripravljamo razstavo Lovska družina Ljutomer skozi 70 let, ki bo na ogled v galeriji Ante Trstenjaka v Ljutomeru od 1. junija naprej. Lovska družina Ljutomer obstaja že številna leta, vendar smo nekako pričeli šteti leta po drugi svetovni vojni, to je 1945. leta, drugače pa prvi zapisi o lovskem društvu Ljutomer segajo v letu 1903, ko je lovsko društvo že imelo svoj red, svoja pravila, svoje člane, v čemer obstajajo zapisi, slike, kar bomo tudi prikazali na razstavi v galeriji. Lovišče lovske družine Ljutomer je lovišče, kot si ga lahko zaželi vsaka lovska družina povsod po Evropi. Niti sami se dovolj ne zavedamo dejansko, kako lepo lovišče imamo, in ko prehajamo lovci na izobraževanja oziroma na obiske v sosednje lovske družine po Evropi, vidimo, da so pri nas idealni pogoji glede gojenja divjadi, naravnega staleža in pa seveda izvajanje lova, ki je tradicija v lovski družini Ljutomer, in sicer lova na malo divjad. Vsi skupaj smo ponosni na vse naše predhodnike, ki so ustvarjali lovsko družino Ljutomer in jo ohranjali v takšni obliki, v druženju, ki je pripomoglo, da je lovska družina Ljutomer preživela vsa ta leta v enem sistemu, v drugem sistemu in zdaj tudi naprej. Lahko povem, da se bomo lovci lovske družine trudili, da bo lovska družina še veliko let obstajala v taki obliki, kot obstaja sedaj. Ne glede na situacijo, ki je težka tudi danes v Sloveniji, in druženje je tisto, ki nas združuje in pomaga, da lovci lahko svoje poslanstvo opravljamo. Jaz bi se vsem skupaj ob tej priliki zahvalil tako sponzorjev, tihim podpornikom in drugim krajanom, ki živijo tukaj z nami v tem okolju in nas podpirajo. Vse skupaj bi pa povabil tudi na glavno slovesnost 12. junija, ki bo v Domu kulture v Ljutomeru, kjer bomo tudi obeležili slavnostno obstoj lovske družine Ljutomer skozi 70 let. Hvala. Babica Julija je bila njegova najboljša lovska prijateljica. Najmlajši, ki se je rad sukal okrog babice in dedka, pa je bil njun vnuček Lan. Tudi on si je želel biti lovec in skrbeti za naravo, vendar je bil še premajhen. Lovec Pepek in lovka Julija sta se tako nekega lepega sončnega dne odpravila na odhod proti gozdu. Tudi mali Lan je šel z njima. Čeprav ni bil navajen pešačiti naokrog, je bil vesel, da sta ga vzela seboj. Vsi trije so brezskrbno sprehajali po dišečem travniku, se plazili po dvoje mogočnih dreves in prišli v gozd. Mali Lan je postal utrujen. Žalostno je sedel na štor in potožil. Utrujen sem, ne morem več hoditi, pojdita sama naprej. Babica in dedek sta zdaj spogledala in v en glas rekla: To pa že ne, z nama pojdeš. Sedi na najine roke in odneseva te skozi gozd. Jan je bil vesel, da ima tako dobra babico in dedka. Sedel je in ponesla sta ga do lepe gozdne jase. Tam so vsi trije legli na travo, tako da je vsak položil glavo na telo drugega. Da tu še pride.
Ko so se odpočili, so nadaljevali pot. Najprej je malega Lana na hrbtu nosila babica. Dedek pa mu je nabiral jagode, ki so rasle v gozdni poti. Nato je vnučka nosil dedek Pepek. Babica Julija pa mu je nabirala rože, ki so rasle v gozdu. Prispeli so do žuborečega potočka. Lan je bil navdušen nad njim, zato je rekel: "Rad bi bil potoček, da bi se lahko zibal med kamenčki." Babica in dedek sta se spogledala, nasmehnila, vnučka prijela za roke in noge ter ga nežno zazibala. Malega Jana je to uspavalo, zato sta položila njegovi roki vsak na svojo ramo in ga tako spečega odnesla domov. Drage lovci, drage občanke, občani, cenjeni visoki gostje. 70 let uspešnega delovanja ni tako enostavno. Vedno, ko se zamislimo, koliko smo stari, ko slavimo kakšne obletnice, se nam zdi, da so to izjemno dolga obdobja. In 70 let uspešnega delovanja lovske družine Ljutomer je izjemen jubilej in izjemen dosežek. In dovolite mi, spoštovani lovci, da vam od srca izrečem v imenu hvaležne skupnosti iskreno zahvalo za skrb, požrtvovalnost, pomoč in podporo pri ohranjanju narave in okolja. Seveda se vam iskreno zahvaljujem tudi za upravljanje z divjadjo in lovišči. Vaše delo seveda v naši lokalni skupnosti pušča izjemen pečat. In društveno življenje je, hvala Bogu, zelo aktivno, zelo dobro teče in tako si želimo tudi v prihodnje. Danes bi vam z veseljem izročila priznanje hvaležne lokalne skupnosti, vendar sta že prej predsednik in pa starešina povedala, da boste imeli osrednji jubilej in pa tudi občina Ljutomer bo imela svoj občinski praznik, kjer želimo tudi na dostojen način z našimi občankami in občani deliti ta visok vaš jubilej. Tako da danes v svojem imenu, v imenu občine Podžupanovem, v imenu predsednika krajevne skupnosti iskrene čestitke, moralne, priznanje za tako izjemen dosežek pa še seveda sledi. Želim vam res prijetno druženje danes in uspešno delovanje tudi v prihodnje. Hvala lepa.